Mislim, prva stvar je bila definitivno to, da sem dojela, da je hrana v bistvu najpomembnejša stvar, ki jo človek dela, ki pač je vsak dan, 3-krat na dan ali pa še večkrat. In da je res dejansko pomembno, kaj daš v sebe. In da je pač hrana, ki jo ješ, je hrana, iz katere ti obstajaš. Iz katere se gradi tvoje telo, iz katere se delajo reakcije v telesu, ki se delajo, ne? To ni kar tako, ne? In ja, jaz sem pač takrat, ko sem gledala po spletu in iskala ljudi s to boleznijo, sem naletela na polnovredno rastlinsko prehrano. Torej, to je prehrana, ki je brez živalskega izvora in z čim bolj neprocesirano hrano, pač hrano, ki je nekje zrasla, ki je zrasla v zemlji. Imela sem pa tudi to srečo, da sem jaz v bistvu že v bolnici, ker sem bila, takrat, ko sem dobila diagnozo, je bilo tako hudo, da sem bila hospitalizirana en teden, ker sem imela tako močne krče, da so pač mogli me dati na ful močne protibolečinske infuzije in te zadeve. In je takrat prišel en zdravnik, ki ni bil moj zdravnik, pač tam je bil slučajno dežuren, je prišel do mene in mi je rekel, da je ta bolezen definitivno posledica moje prehrane in da bi bilo za mene zelo pametno, da ne bi nikoli več jedla mesa. In to mi je tako pač off the record rekel, ampak jaz, ko sem prišla ven iz bolnice, sem dobila med temi odpustnimi papirji, sem dobila jedilnik dietetika, jedilnik, ki je predpisan za to bolezen in na tistem jedilniku je bilo samo meso. In ful prepovedana je bila zelenjava in sadje. Okay. Ja. Oziroma karkoli surovega, vse bi moglo biti prekuhano, čim manj vlaknin, pač čisto nasprotje, no, in jaz sem bila ful zmedena. Ampak vedela sem, lej, očitno nimajo rezultatov, če je to neozdravljiva bolezen, očitno pač, ne vem, nekaj tle ne štima. Tako da jaz sem takrat jedla ogromno sadja, ogromno zelenjave, vse čist kontra, kar je bilo tam na unem jedilniku. Pač to je to, kar sem jaz najdla in rekla, lej, probala bom, hujske je, ne more biti. In to je bilo to.